8 ur iz Ljubljane do Sežane, 6 ur in pol do Kopra, za le nekaj kilometrov vzdolž ljubljanske obvoznice pa uro in pol. Kdo je kriv za včerajšnji prometni kolaps, kot ga že dolgo ni bilo? Zakaj so tovornjake začeli izločati šele pozno popoldan? Ali ceste res niso dovolj hitro splužili? Na Darsu poudarjajo, da so že včeraj, a šele popoldan na avtoceste poslali vse razpoložljive plužne ekipe, na cestišča po vsej državi pa posuli 4000 ton soli. Pa je to dovolj? In kaj vse so počeli vozniki? Ema Čepon. 5 ur in pol iz prestolnice do Postojne, pa denimo 7 ur do Kopra in neverjetnih 8 ur do Sežane. Predvsem Primorci in Notranjci, ki delajo v Ljubljani, so včeraj v avtomobilih presedeli najdlje. Vsaj bom šla delati, ampak je bilo ledeno in polje še pihalo, so bili še zameti in se nisem upala. Potovalni čas iz Ljubljane do Postojne včeraj? Jaz sem šla z vlakom, tako da je bilo kar v redu, tam v roku ure in pol vse skupaj. 200 vzdrževalcev ter blizu 140 posipalcev in plugov je včeraj in po noči od sebe dalo vse, poudarjajo na Darsu. To so bile naše ekipe na terenu čez cel dan in celo noč. Bile so vse razpoložljive ekipe na terenu, porabili smo malo več kot 4000 ton soli. Razmere na slovenskih cestah so bile res da zelo zimske, ne moremo pa za kaos vedno kriviti samo zimskih služb, poudarjajo na AMZS. Pogrešamo malce več samorefleksije pri voznikih. Seveda, če nekdo nima nujne poti, je smiselno v takem vremenu ostati doma. Kdor mora iti na pot, mora biti pa dobro pripravljen. Številni pravijo, niso več vajeni vožnje po zasneženih cestah in vozijo prepočasi na avtocesti celo 30 km/h in drug ekstrem, nestrpneži, ki kljub nevarnim razmeram divjajo in prehitevajo. Strpnost, ne prehitevajte naših plužnih vozil, varnostna razdalja in na pot le, če je to nujno potrebno v takih razmerah in seveda s ustrezno zimsko opremo. Prometni kolaps so sicer marsikje sinoči povzročili tudi številni zdrsi tovornih vozil, ki so jih iz prometa začeli izločati šele ob 5:30 zvečer. Odločitev je, pojasnjujejo na Darsu, sprejela strateška skupina za izredne razmere. In oni se ne glede na parametre, katere vidijo na kamerah, na posnetkih, se odločijo glede na razmere zunaj, kdaj se ta izločanje prične. Zdaj tole spet ne moramo vseh tovornjakarjev najbrž metati v isti koš, kajti če 9 tovornjakov gre čez nek odsek, eden pa zdrsne, se je treba tudi vprašati, kako je bil ta tovornjak opremljen z pnevmatikami, kako je bil naložen. V sekciji za promet pri OZS ob tem izpostavljajo še, da za izločanje tovornih vozil sploh nimamo dovolj parkirnih mest in da pogosto tudi niso splužena. Težave pa da pogosto povzročajo predvsem preslabo opremljeni vozniki iz tujine.